Da lahko avanturisti in avanturistke v Language Magic Adventures dosegajo velike preboje v govoru v novih tujih jezikih, uporabljamo tako imenovanih 5 elementov za dosego jezikovnega preboja. In moje ime je Matej Sedmak, ustanovitelj te jezikovne šole, in danes bi rad s tabo se osredotočil na drugi in tretji element. In tu zato, ker gre za izjemno unikaten pristop, ki ga v tej meri ne dela nobena druga jezikovna šola na svetu. Drugi element je tako imenovan jezikovni vodnik, tretji pa jezikovni sopotnik. Naj ti zdaj razložim, kdo tu je, zakaj je ta kombinacija ključna za hitre in naravne rezultate in zakaj gre za enega najbolj popularnih aspektov naših tečajev. Najprej jezikovni vodnik. Če greš ti v džunglo, kot tudi sam si lahko predstavljaš, da učenje tujega jezika na nek način je, a bi ti hotel imeti nekoga okrog sebe, ki je bil v džungli že prej? Ali bi hotel imeti nekoga, ki je bil v džungli samo enkrat? Ali bi hotel imeti nekoga, ki sploh še ni bil v džungli? Z drugimi besedami, ali bi hotel imeti nekoga, ki te uči, kako se učiti, nek naravni govorc, ki se ni še nikoli naučil nobenega drugega jezika, ki je edini jezik, ki govori njegov lastni? Ali bi hotel imeti učitelja, ki se je naučil enega jezika tekom ogromno let, ki v bistvu ne ve, kako se na hitro naučiti enega jezika, ampak on se pač naučil tega jezika, ker je bil celo življenje, jaz sem imel tega profesorja nemščine na faksu, ki je bil ljubitelj nemščine in se je že celo življenje učil, valjda govoril vrhunsko nemščino, samo meni na noben način ni mogel takrat povedati, kako se je v bistvu tega naučil. Se pravi, a bi imel koga od teh dveh kot jezikovnega vodnika? Ali bi mogoče imel nekoga, ki mogoče niti ni učitelj, niti ni naravni govorc tega jezika, je pa nekdo, ki se je že naučil več jezikov in se z lahkoto nauči novih jezikov. Na tak način, kot recimo nek naravni talent za jezike. Recimo, da bi bil s tabo in bi te spremljal. Kaj pa, če bi bil ta naravni talent nekdo, ki se zaveda, da naravni talent ne obstaja, kar mi trdimo. Se pravi, mi bi zaposlili samo takšne ljudi kot jezikovne vodnike, ki se strinjajo z nami, da kljub temu, da so se oni naučili ogromno tujih jezikov, pač več tujih jezikov, niso nič posebej talentirani, so pa šli čez nek proces. In oni sami vejo, čez kakšen proces so šli zraven, pa to kombinirajo z našo metodo. In takšni ljudje so jezikovni vodniki. Kako bi se ti zdelo se učiti učenja od take osebe? Oziroma, kako se ti zdi, če bi takšna oseba imela čez tvoj projekt učenja jezika? Se pravi, on je tisti, ki te, ali pa ona je tisti, ki te dejansko drži v celem tem procesu. In to je jezikovni vodnik. In to je totalno unikatna metoda. Mislim, za velike denarje boste lahko dobili enega poliglota, ki se bo z vami ukvarjal 1 na 1, recimo, in vas učil, kako se učiti. Ampak, da bi pa za tako ceno programa, kot pri nas, imeli zraven še vrhunskega jezikovnega vodnika, to bi bilo nemogoče dobiti na svetu. In mimogrede, kar se cene tiče, naša cena je višja cenovna, ampak ni pa nekaj ekstremnega. To si lahko skoraj vsak privošči, ki nekako mu tu dosti pomeni, pa si lahko privošči, ne vem, mogoče eno leseno okno v hiši, nekaj takega tudi tale program. Kakorkoli, če gremo nazaj na tretji element. In zdaj tretji element je pa jezikovni sopotnik. Zdaj pa tako, jezikovni sopotnik je en aspekt našega učenja, ki smo ga mi ugotovili, pogruntali skozi, oziroma jaz osebno, sem gotovo, da z vsemi ljudmi, ki sem se pogovarjal, ki res govorijo dobro jezik, so imeli eno skupno točko. Zdaj najprej, kaj to pomeni govoriti dobro jezik? To ne pomeni, da, ne vem, zna par besed, ampak to pomeni, da ko, recimo, ne vem, preklopiš na japonščino z njim, recimo, najprej so se pogovarjali o angleščini, pa se pogovarjajo o japonščino, reče, 何のことがないですか? マジです。本当に? そうですね。日本語はいいなことですね。綺麗な言語です。Recimo, zdaj sem čist nekaj iz sebe vrgel ven v japonščini. Moja japonščina ni perfektna, pa precej naravna, kadar govorim v japonščini. Ker sem se, in pač tale naravnost mojega jezika je zaradi nečesa. In sicer, kaj sem jaz imel takoj, kmalu potem, ko sem prišel na Japonsko, sem se začel pogovarjati v japonščini z mamo od moje žene, ki je postala takrat tudi neka vrsta moja japonska mama. In ona mi je bila neskončno pri srcu. In nažalost je umrla za rakom po nekaj letih, po 4 letih v bistvu mojega bivanja na Japonskem.
ampak ona je bila ena oseba, ki mi je bila najbolj ljuba na Japonskem. Ne? In z njo sem govoril japonsko. Zdaj z mojo ženo, ki je tudi Japonka, nikoli nisva govorila japonščino, tako da ona je meni oseba, ki mi je pri srcu, s katero govorim angleško. Ampak njena mama je bila pa oseba, ki mi je pri srcu, s katero sem govoril japonsko. In njen oče ravno tako. In zaradi tega ima moja japonščina nekaj naravnega prizvoka, kadar govorim. In nekaj takega sem videl pri vseh ostalih ljudeh, ko res govorijo jezik naravno in so imeli en tak spomin ene osebe, ki je bila pri srcu. In zaradi tega vam mi ponujemo pač naravnega govorca, ki je vaš jezikovni sopotnik, ki dejansko z vami govori v svojem jeziku in se tako pogovarja, ko se pogovarja s svojo mamo, tako se pogovarja s svojim prijateljem, tako se pogovarja z vami. In to je en tak tudi krasen job, ki ga imajo pri nas ljudje, ki jih mi iščemo prek oglasov, tako ko bomo zdaj našli tebe, ko boš kliknil pač in se prijavil na naše 1-na-1 srečanja, na tak način tudi pač iščemo tele jezikovne sopotnike. In zdaj, ko si ti jezikovni sopotnik z nami, se moraš naučiti 3 stvari. Pač najprej te izberemo samo, če znaš biti vrhunski prijatelj. Mi pač imamo najprej prve klice z temi ljudmi in tu so ljudje, ko po 5 minutah dejansko odkrijemo, a je tu en človek, ki se želimo z njim pogovarjati ali ne. In če ni tu nekdo, ki bi takoj želeli imeti z njim še govora, ne vem, način, kako se nam predstavi, njegov nasmeh ali pa njen način, kako govori o svojemu življenju, karkoli že, če nas ne potegne pol, tu ni tu, ne gremo naprej. In na tak način pač intervjujemo ogromno ljudi in potem najdemo res ljudi, ki so vrhunski. Pač tako najdemo jezikovne sopotnike. Zdaj pa naslednji aspekt našega programa pa je, naslednji aspekt njihovega pač sopotništva pa je ta, da se naučijo, kako se z vami pogovarjati o vsebinah in na kakšen način najdete vsebine, ki bodo postale vajne skupne vsebine in res uživata v gledanju in pač poslušanju teh vsebin. In potem nazadnje se pa tudi naučijo tega, kako te skozi mimikrijo, posnemanje, naučijo govoriti tako kot oni. Oni se med tvojim govorom zapisujejo stavke, kako bi oni nekaj rekli, kar bi rekli na bolj naraven način. In potem te na koncu srečanja v bistvu učijo po naši posebni metodi, te učijo pač kako se dejansko učiti jezika na tak način. Oziroma kako govoriti jezik tako, kot ga oni govorijo. Ne? In to je tisto pač, kar res naredi našo metodo posebno. In to je ta drugi pa tretji element, ki sta res top. Tako, če si želiš izvedeti več o naši LMA metodi, potem se lahko prijaviš na brezplačne trening ure, ki jih trenutno ponujemo. In tam ti z ekipo razkrijemo, kako naša metoda deluje, zakaj je tako učinkovita, ti pa se lahko prepričaš, ali je tu nekaj, kar bi lahko tudi tebi pomagalo do hitrega osvajanja tega jezika. Tako da klikni na gumb nekje okoli tega videa in rezerviraj svoje mesto, dokler so še na voljo. In ker so urniki naše ekipe že tako nabito polni z obstoječimi tečajniki, iskreno namreč ne vem, kako dolgo bodo te trening ure še brezplačne. Splača se ti prijaviti čim prej. Se vidimo.